Lepo pozdravljeni, moje ime je Matej Vrbajs, jaz sem vodja pravne službe na Centru nevladnih organizacij Slovenije, CNVOS-u. In v tem posnetku si bomo pogledali ključne zadeve glede izvajanja pridobitnih dejavnosti v nevladnih organizacijah. Torej, pogledali si bomo, kdaj sploh nevladne organizacije lahko kako stvar prodajo, zaračunajo za kako svojo storitev, prodajo kako blago, kot naprimer prodajo kako publikacijo, knjigo, zaračunajo mogoče kako vstopnino za koncert, izobraževanje, ali mogoče zaračunajo kako svojo storitev svetovanja, priprave kakih gradiv in tako naprej. Skratka, vse tiste dejavnosti, ko organizacije v zameno za neko svojo zadevo zahtevajo protiplačilo. Skratka, ponavadi izstavijo potem račun. Nevladne organizacije lahko izvajajo pridobitne dejavnosti, to ni v bistvu z nobenim predpisom prepovedano, ker pa te organizacije niso primarno ustanovljene za izvajanje pridobitnih dejavnosti, torej niso namenjene temu, da se v njih ustvarja dobiček ali pa se deli, so pogoji, kdaj lahko takšne dejavnosti izvajajo, nekoliko drugačni, kot mogoče velja za gospodarske družbe, katerih v bistvu osnovni namen je izključno izvajanje pridobitnih dejavnosti. Če nevladna organizacija, kot na primer društvo, zavod ali ustanova, prodaja neke svoje storitve ali pa svoje blago, to v bistvu še ne pomeni, da taka organizacija zaradi tega ni nevladna. Namreč kljub temu, da so nevladne organizacije po svojem konceptu nepridobitne, to pomeni, da niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, to še ne pomeni, da ne smejo sem ter tja tudi kaj zaslužiti s tem, da nekaj prodajo. Ni pa seveda taka dejavnost njihov osnovni namen, tako da to dvoje v bistvu je kompatibilno. Tudi v bistvu nevladna organizacija, ki nekaj proda, zaračuna, je še vedno nevladna organizacija, tako da pač neka skrb ali pa en strah, da bi zaradi tega kdo v bistvu neko društvo gledal potem kot gospodarsko družbo, je v bistvu odveč, ker je to čisto med seboj kompatibilno. Potrebno je pa seveda upoštevati, da če organizacija izvaja pridobitno dejavnost in iz tega ustvarja nek presežek, torej da v bistvu zasluži nekaj več, kot so bili zgolj neki strogi materialni stroški, da seveda velja, da se takega presežka potem ne sme deliti med člane, ustanovitelje, članih nekih organov, ampak se tak presežek porabi za nek osnovni namen nevladne organizacije, ki pa seveda ni v delitvi dobička, ampak v tem, da dosega neke druge cilje, bodisi na področju kulture, športa, izobraževanja, humanitarnih dejavnosti, sociale, mladih, starih, pač teh in onih ciljnih skupin, ko se načeloma to v narekovajih reinvestira nazaj v neko osnovno poslanstvo. Pri tem, ali nevladna organizacija lahko izvaja pridobitno dejavnost, so pogoji nekoliko različni glede na obliko posamezne nevladne organizacije. Kot bomo v nadaljevanju v bistvu ločeno pogledali, kdaj lahko društvo izvaja pridobitno dejavnost, kdaj lahko zavod in kdaj lahko ustanova. Pogoji za izvajanje pridobitne dejavnosti v društvu so določeni v Zakonu o društvih in v osnovi gre za 4 pogoje, ki jih moramo v bistvu vse istočasno izpolniti. Prvi pogoj je ta, da društvo predno začne pridobitno dejavnost izvajati, mora takšno dejavnost imeti vpisano v svoj statut, torej v svoj temeljni akt, torej tisti akt, ki je bil podlaga za samo ustanovitev, in seveda tam že mora v narekovajih priglasiti, katero pridobitno dejavnost bo izvajalo. Pri tem velja, da se ne sme take dejavnosti čisto opisno napisati, kot na primer, zaračunavali bomo kotizacijo za naše seminarje ali pa prodajali bomo promocijske kape in svinčnike, ampak je treba tako dejavnost v statut vpisati v skladu z standardno klasifikacijo dejavnosti. To je neka splošna klasifikacija, ki velja za vse pravne osebe, ne samo za društva. In treba v tem seznamu, v tej klasifikaciji poiskati, katera je tista dejavnost, ki bi jo mi izvajali kot pridobitno, in jo kot tako s nekimi šiframi tudi vpisati v statut. Tako da v primeru prodaje nekih promocijskih materialov bi pač v tej klasifikaciji poiskali šifro, ki velja recimo za prodajo izdelkov na tržnici ali pa prodajo izdelkov preko spleta, in si jo s takimi besedami tudi vpisali v statut. Če tega nimamo vpisanega v statutu, je to tudi v bistvu delo na črno, tako da tudi zaradi tega so pa lahko možne neke kazni. Tako da pač društvom tukaj priporočamo, da si to naredijo vnaprej. Včasih je boljše kako dejavnost še dodatno napisati v statut, čisto za vsak slučaj, če bo kdaj prišla prav. To je veliko bolje kot obratno, če nekaj delamo, kar si v statut nismo vpisali. Tako da to je tisti prvi formalni pogoj, ki je obvezen.
Zdaj pri izboru, katero dejavnost lahko izvajamo, niso društva povsem neomejena, v primerjavi z nekimi gospodarskimi družbami, ki se v bistvu skorajda poljubno izberejo, kaj bojo počeli. Pri društvih temu ni tako. Društvo namreč lahko izvaja in si vpiše v statut samo tisto pridobitno dejavnost, ki je po vsebini povezana z namenom in cilji društva. Ta povezava mora biti vsebinska. Tako da mi ne moremo reči, v nekem kulturnem društvu bomo prodajali avtomobile, ker bomo pač ta denar porabili za kulturne dejavnosti, ker ta povezava ni vsebinska, ampak je izključno finančna. Kot le pač mora biti zadaj nekaj več. Da recimo v kulturnem društvu bi pridobitna dejavnost lahko bila, da zaračunavamo za vstop na neko kulturno prireditev ali pa da prodajamo inštrumente recimo. Ker s tem, ko sem tako dejavnost izvajal, kljub temu, da je pridobitna, sem istočasno tudi na nek način prispeval k namenu nekega kulturnega društva, ki je verjetno, ne vem, da se širi kultura, da imajo ljudje dostop do nekih kulturnih dobrin, da se moče promovira kak inštrument. In v tem primeru taka povezava je prisotna in društvo seveda tako dejavnost lahko izvaja. Tako da je tudi odvisno v bistvu, kakšni so nameni pa cilji konkretnega društva. Te niso kar v bistvu izmišljeni, ampak nameni in cilji so v bistvu neka materija, ki je podobno kot dejavnosti vpisana v sam statut. Tako da moramo vedno preveriti, če je izbrana dejavnost nekako sodi v okvir, ki smo si ga zadali v namen društva. Tako da imamo situacije, ko eno društvo lahko izvaja eno pridobitno dejavnost, pa te iste dejavnosti drugo društvo ne more. Prej sem dal primer kulturnega društva. Kulturno društvo verjetno ne bo moglo prodajati športnih rekvizitov, ker to z ničemer ne prispeva k njegovemu namenu. Neko športno društvo pa bi to isto dejavnost lahko izvajala, ker če se proda, ne vem, tenis lopar, bo to zelo verjetno zato, da bo oseba igrala tenisa, kar pa že lahko prispeva k namenu društva, ki je v tem, da se ljudje gibljajo, da igrajo tenis in podobno. Seveda to isto športno društvo ne bo moglo prodajati verjetno kart za kulturno prireditev, ker to pa seveda ne prispeva k njegovim namenom. Tako da to je zdaj tak pač neka razmak, ki ga moramo vedno paziti. Tretji pogoj je, da pridobitna dejavnost v društvu mora pomeniti neko dodano storitev ali pa nek skupek, neko dodatno skupno ponudbo skupaj z neko nepridobitno dejavnostjo društva. Zdaj, če smo malo bolj konkretni, kaj to pomeni. Pomeni kot prvo, da društvo mora imeti neko nepridobitno dejavnost, ne more izvajati izključno pridobitne dejavnosti, ker to itak niti ni njegov namen. Ampak naša pridobitna dejavnost mora v kombinaciji z neko nepridobitno imeti neko skupno storitev. Mora pač to dvoje prispevati nekako k našemu namenu. Če damo nek primer, če društvo prodaja neke karte za kulturno prireditev, pa ima istočasno tudi neke prireditve, ki pa so brezplačnega značaja, kjer je vstop prost, to vse skupaj lahko pomeni neko storitev nudenja kulturnih dobrin. Če športno društvo, ne vem, ima brezplačne treninge, pa recimo vmes še prodaja športne rekvizite, to dvoje skupaj tudi je lahko neka storitev, neka ponudba, in zaradi tega je taka pridobitna dejavnost možno izvajati. Tukaj je mogoče za omeniti še eno izjemo. Namreč šteje se, da je ta pogoj izpolnjen tudi v primeru, če društvo izvaja pridobitno dejavnost na način, da s tem zagotavlja neko boljšo izkoriščenost svojih sredstev. Kaj to pomeni? Če ima športno društvo nek kombi, s katerim prevaža športnike na neka tekmovanja, pa tega športnika recimo poleti ne potrebuje, ker je recimo za smučarsko društvo, potem je v skladu z zakonom, če društvo ta kombi poleti odda nekomu drugemu in za to zaračuna, ker je s tem dejansko zagotovilo, da je njegov kombi, torej njegovo sredstvo bolje izkoriščeno, torej da ne stoji par mesecev v garaži, ampak da se ga uporablja. Društvo seveda potem ta denar lahko uporabi za neke svoje športne smučarske aktivnosti. Tako da v tem primeru so take stvari kljub temu dovoljene. Ne gre nujno za kombi, lahko je to nek prostor, oprema, računalniki, isto kar pač so naša osnovna sredstva. In zadnji pogoj, društvo lahko pridobitno dejavnost v bistvu izvaja samo v omejenem obsegu, ne more pač neomejeno, ampak samo v takem obsegu, kot je to potrebno, da doseže neke svoje namene in cilje, h katerim seveda ta pridobitna dejavnost prispeva. Zdaj, ta pogoj je relativno abstrakten, težko je to presojati kar tako, to se načeloma, če že se vidi mogoče ob koncu leta, ko se neka letna poročila sestavljajo, takrat se mogoče vidi, koliko je društvo imelo pridobitne dejavnosti.
In zdaj bom rekel, če bi moče ugotovili, da vrsto let zapored društvo ustvarja več prihodkov iz pridobitne dejavnosti, kot je sploh zmožno porabiti, bi se verjetno to vprašanje odprlo. Ampak zdaj seveda mi smo lahko vedno boljši, imamo vedno više namene in pač lahko tudi zagovarjamo, seveda, da ta namen še ni dosežen, ampak tudi na to v bistvu zapaziti je. Ni pa nobenih v bistvu nominalnih ali pa procentualnih omejitev, kolikšen delež prihodkov društva bi mogel biti iz pridobitne ali pa iz nepridobitne dejavnosti, tako da ta skrb je odveč. Pri zavodih je zadeva približno podobna, ampak je nekoliko bolj poenostavljena. Zakon o zavodih namreč podobno kot pri društvih, pravi, da zavod ne more opravljati katerihkoli pridobitnih dejavnosti, ampak samo tistih, ki so neke vrste podporne dejavnosti tistim osnovnim nepridobitnim dejavnostim. Tako da, če vzamem kar prejšnji primer, nek zavod na področju kulture lahko izvaja pridobitne dejavnosti iz področja kulture, ker to pač je tudi neka podporna storitev tistim primarnim, ne more pa se ukvarjati s prodajo avtomobilov, ker to pač nima veze z osnovnim namenom. In podobno kot smo rekli pri društvih, da ne bi šlo za delo na črno, tudi zavod mora svoje dejavnosti imeti vpisane v svoj akt o ustanovitvi, torej vnaprej povedati, kaj bo počel, tudi če tega morda ne bo, ni to nič narobe, veliko huje, če nekaj izvaja, pa tega ni bilo v aktu. In če pogledamo ustanove, prvi pogoj je enak kot pri ostalih dveh, skratka obvezno je treba to vpisati v nek akt o ustanovitvi, da se vnaprej priglasi, kaj bo ustanova počela. Drugi pogoj je pa konceptualno precej podoben ravno tako društvom in zavodom, skratka ustanova po zakonu o ustanovah lahko opravlja vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k njenem namenu ali pa ki so namenjene promociji ustanove. Kar je v bistvu precej podobno, skratka, če mi lahko rečemo, ta dejavnost prispeva k našemu osnovnemu namenu, torej tisti, ki ni pridobivanje dobička, ampak lahko neka pomoč neki skupini izvajanja nekih dejavnosti. Pol tako dejavnost lahko izvajamo, neke tretje dejavnosti, ki nima nobene veze sploh z našimi osnovnimi, pa seveda ne. Tako da zdaj, če potegnemo črto, neke podobnosti so, neka ta vsebinska povezanost je, po čemer so te pogoji, bom rekel, najbolj natančno določeni pri društvih, mogoče pri drugih dveh organizacijah nekaj manj, ampak nekaj, bom rekel, čist odprtega prostora, da vsak dela, kar želi, pa po zakonu seveda ni možno. Tudi če mi vse te pogoje izpolnimo, torej imamo v aktu ustanovitve skladno z našimi nameni in cilji, se nam še vedno lahko zgodi, da v nekem tretjem zakonu, ki ni zakon o društvih, zavodih ali ustanovah, ki ureja pač obliko te nevladne organizacije, določa neke dodatne pogoje, da mi to dejavnost v resnici lahko izvajamo. Skratka, lahko obstaja nek predpis, ki pač ne govori o društvih, zavodih, ustanovah, ampak govori o tem, da kdorkoli, na primer, prodaja neke stvari, kdorkoli ima gostilno, lokal, kdorkoli organizira recimo izlete in podobno, mora pa poleg nekih pogojev, ki so v teh osnovnih zakonih, izpolnjevati še neke dodatne pogoje. To so običajno zakoni, ki urejajo neke dejavnosti. Zakon o trgovini, zakon o gostinski dejavnosti, zakon o socialni varnosti, zakon o promociji, zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki v bistvu pravi, da vsak, ki izvaja neko dejavnost, mora pa še za neke dodatne pogoje poskrbeti. To je treba v bistvu zdaj paziti, ker mi imamo lahko akt o ustanovitvi, ki je potrjen, registriran in noter piše, da lahko nekaj izvajamo, pa vendarle je treba nekaj še dodatno narediti. Odvisno od tega, katero dejavnost smo si v bistvu zadali, tako da ene so pač malo bolj regulirane, tega sem jih zdaj omenil, ene mogoče niso, ne vem, kakšno izobraževanje recimo in tako naprej, to v bistvu načeloma ni regulirano, če ne gre za sistem javnih izobraževanj, tukaj v bistvu je vseeno še malo zapaziti, če izvajamo kakšne teh stvari, da pogledamo, če so še kakšne dodatne zahteve, kakšna dovoljenja, soglasja in tako naprej. Pri izvajanju pridobitnih dejavnosti je pomembno poznati še mogoče njihov finančni oziroma davčni vidik. Vsaka nevladna organizacija, ki izvaja pridobitno dejavnost, mora pač tudi računati, da to potegne za sabo neke davčne obveznosti oziroma jih lahko potegne za sabo. Namreč tudi nevladne organizacije so zavezanke za plačilo davkov dohodkov pravnih oseb, po čemer za razliko od ostalih pravnih oseb pri njih velja, da davek plačujejo samo od prihodkov, ki jih ustvarjajo z izvajanjem pridobitne dejavnosti. Kaj to pomeni? Če društvo ali pa zavod prejmeta donacijo v znesku 10 000 evrov, tak znesek ni obdavčen, od tega davka ne plačata.
Če pa dobite 10 evrov iz pridobitne dejavnosti, ker sta prodala eno knjigo, se pa teh 10 evrov lahko že davek plača, ker je vsebina prihodka drugačna. Zdaj obdavčen ni celoten prihodek, da ne bo pomote. Obdavčen v bistvu je pogovorno rečeno dobiček, skratka razlika med prihodki, ki smo jih dobili iz pridobitne dejavnosti, pa odhodki, in razlika je potem tista, ki je z davkom obdavčena. Davek tudi znaša 19% tega dobička, te razlike, kar seveda pomeni, če so naši prihodki enaki našim odhodkom, ne dobiček nič, pa tudi davka ne plačamo. Če je dobiček negativen, potem pač tudi ga ne plačamo, tudi ga ne dobimo nazaj, da ne bo pomote. Ampak obdavčena je samo neka pozitivna razlika med tema dvema kategorijama. Zdaj, v to formulo, ki jo vidite, v prihodke v bistvu grejo vsi naši prihodki iz pridobitne dejavnosti. Pri odhodkih pa v bistvu naša zakonodaja pozna dva sistema. Torej, kako izračunati dohodke, da bomo vedeli, koliko se davka dejansko plača. Imamo dva sistema. Prvi je sistem dejanskih stroškov, kar v bistvu pomeni, da za vsak strošek, ki ga naša organizacija ima, strošek plače, elektrike, telefona, prostora, računovodstva, najema prostorov, zunanjih izvajalcev, pač vse, kar imamo, za vsak strošek posebej organizacija pove, a je to strošek, ki ga je imela za to, da je ustvarila kasneje nek pridobiten dohodek ali ne. Ne vem, če smo imeli nek koncert, kjer smo zaračunavali vstopnino, bi recimo rekli, strošek najema prostora zagotovo je bil potreben, da smo to lahko zaslužili, zagotovo smo rabili strošek honorarja nastopajočih, bi pač tudi pasil sem noter, strošek, naročila na nek časopis, ki nima veze s tem koncertom, pa seveda sem noter ne sodi. Skratka, za vsak strošek posebej, za vsako položnico, če hočete, bi povedala, sodi v kvoto pridobitnih dejavnosti ali pa ne. In ko pač imam vse te stroške razdeljene, enostavno seštejem in pač vidim, ali sem nek dobiček ustvaril ali ga nisem. Ta metoda je v praksi relativno redka, ker nam daje precej dela. Moramo za vsak dohodek posebej povedati, za vsak strošek povedati, kam sodi v katero skupino. So bolj včasih težave pri kakih stroških, ki so zbirni, najem prostora, računovodstvo, pa še malo tja, malo sem, treba pa to še dodatno razbijati. Tako da imamo pa še neko drugo metodo, ki rečemo sorazmerni stroški, in ta je statistično pogostejša, ker je lažja. In pomeni pa to, da se jaz ne obremenjujem s tem, ali je nek strošek nastal zaradi moje pridobitne dejavnosti ali ne. Ampak računovodstvo rešim stvar tako, da rečem, vsi moji stroški, ki sem jih kadarkoli imel v nekem davčnem letu, so bili uporabljeni v enem delu za moje pridobitne dejavnosti in v enem delu za moje nepridobitne dejavnosti. In pač ne gledam, ali je to vsebinsko res ali pa ne. In to razmerje med enim in drugim je enako razmerju med mojimi prihodki iz pridobitne dejavnosti in mojimi prihodki iz nepridobitne dejavnosti. Če sem jaz torej zaslužil 10 tisoč evrov, recimo v nekem letu, od tega 5 tisoč evrov iz pridobitne dejavnosti, 5 tisoč pa iz nepridobitne, pomeni, da bom vsak strošek, ki sem ga imel, razbil na dva dela in polovica vsakega bo šla v tisto formulo za izračun davka, pač druga polovica pa ne. Zdaj, kaj se splača organizaciji na splošno, je nemogoče izračunati, povedati, to je pač stvar izračuna konkretne organizacije ali pa neke simulacije in se pač organizacija potem lahko odloči, ampak ko eno metodo ima, pa treba pač tisto leto to metodo imeti. Če damo zdaj nek primer, da povemo, prej sem že imel nek brezplačen koncert, če sem v prvem sistemu, pa zaslužim 10 tisoč evrov recimo iz nekih prodanih vstopnic, ne bom plačal davka od 10 tisoč, ampak bom od tega zneska odštel vse stroške povezane s tem koncertom. Torej, najem prostora, elektrike, plačilo SAZAS-u, nastopajočim in tako naprej. In razlika bo tista, ko bo obdavčena. Če sem v drugem sistemu, torej sistemu sorazmernih stroškov, ne bom gledal, kateri stroški so povezani s koncertom, ampak bom vse stroške organizacije razbil na dva dela in pač razlika, tisti del, ki bo padel na pridobitno dejavnost, se bo pač odštel teh 10 tisoč evrov in bom videl spet, kakšna je razlika. Tako da sem rekel, stvar izračuna, kaj se komu bolj splača, pri čemer pač tudi ena metoda, tudi če se bolj splača, včasih malo več dela pomeni, pa lahko zaradi tega pomeni večji strošek mogoče računovodstva. Drug primer, recimo, če prejmemo donacijo ali pa sponzorska sredstva, donacija se šteje za prihodek iz nepridobitne dejavnosti, ker to je nekaj, kar sem jaz nekomu zaračunal, in ne glede na višino, seveda ta na moj davek
ne vpliva, ne? Ker gre v tisti del, ko ni obdavčen. Če prejmem sponzorska sredstva, ta se pa v bistvu štejejo kot dohodek iz pridobitne dejavnosti, ker sponzorstvo v bistvu po naravi je oglaševanje. Meni torej nekdo plača, da je, ne vem, njegova pasica na moji spletni strani, da se na neki prireditvi njegov napis nekje vidi ali pa se vrti v ozadju. Običajno je sicer preplačano, ker je to namen sponzorstva, da pač nam še nekaj ostane, ampak z vidika davka seveda gre po celoten znesek v izračun pač te davčne obveznosti in pa imamo seveda vprašanje stroškov enih ali pa drugih, koliko bom iz tega dejansko prikazal nekega dobička. Torej, vsaka nevladna organizacija, ki izvaja pridobitno dejavnost, mora računati s tem, da vkolikor bo ustvarila nek presežek, bo seveda morala tudi plačati od tega davek od dohodkov pravnih oseb. Tega davka pa v bistvu ne zamenjevati z davkom na dodano vrednost, torej DDV-jem, to je nek drug davek, ki pa ga v bistvu obračunavajo in plačujejo državi samo tiste nevladne organizacije, ki so zavezanci za DDV. To pa so tisti, ki v zadnjih 12 mesecih, ne glede na koledarsko leto, presežejo 50 000 evrov dohodkov iz take pridobitne dejavnosti. Tako da, če tega praga ne presežemo, potem DDV-ja ne obračunavamo. Če pa enkrat pridemo čez njega, pa pomeni, da vsakič, ko nek račun izstavimo ali pa ko izvajamo neko pridobitno dejavnost, na zaračunan znesek pribijemo še DDV, ki je praviloma 22% oziroma z znižano stopnjo za neke določene izdelke, storitve pač je znižana stopnja po 9,5%. To so osnovi pogoji pa posledice izvajanja pridobitnih dejavnosti v nevladnih organizacijah. Če imate še kakšna dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas. Povezavo najdete pod temle posnetkom in bomo pač skušali vam pomagati.